Spoštovani, predvideni ste za operacijo ščitnice. Operacija se izvede v splošni anesteziji oziroma narkozi. Med operacijo boste tako spali, ležali na hrbtu. Pred posegom vas sterilno umijemo in pokrijemo. Operativni rez se naredi na vratu približno 1 cm do 2 nad prsnico. Operativna rana je dolga približno 4 do 5 cm. Prekinemo kožo, podkožje in mišice, ki pokrivajo ščitnico. Glede na izvide predoperativnih preiskav in specifično obolenje je možna odstranitev desnega režnja ščitnice, levega režnja ščitnice ali celotne ščitnice. Med posegom si prikažemo in prekinemo žile, ki skrbijo za prekrvavitev ščitnice. Te žile so zgornja, srednja in spodnja ščitnična vena ter zgornja in spodnja ščitnična arterija. Na vsaki strani vratu za ščitnico imamo strukturo, ki se imenuje povratni živec. Njegova naloga je, da oživčuje glasilke, zato ga moramo med operacijo ohraniti. V ta namen uporabljamo posebno tipalo oziroma senzor, ki nam zazna njegov potek. Nato prekinemo vezivno tkivo, s katerim je ščitnični reženj pritrjen na sapnik, ter ga odstranimo. V kolikor je to potrebno, vam na enak način odstranimo tudi nasprotni ščitnični reženj. V ložo odstranjene ščitnice namestimo cevko oziroma radon ter po slojih zapremo operativno rano. S tem je poseg zaključen. Pri ščitnici se lahko pojavijo prehodne bolečine v vratu in težave pri požiranju. Otekline sluznice lahko v prvih dneh po operaciji povzročijo hripavost, motnje govora in motnje dihanja. Okvar ali poškodb sosednjih struktur, kot so sapnik s težavami pri dihanju, žile z oteklino obraza ali polovično hromelostjo, kljub največji pazljivosti ne moremo izključiti, posebej ne pri operacijah recidivov. Ker je ščitnica močno prekrvavljena, so mogoče močne pooperacijske krvavitve. Te lahko stisnejo sapnik in povzročijo akutno pomanjkanje zraka. V tem primeru moramo operacijsko rano ponovno odpreti in ustaviti krvavitev. Živec, ki oživčuje glasilke in poteka ob sapniku, je lahko zaradi povečane ščitnice poškodovan že pred operacijo. Prav tako je lahko kljub pazljivosti prizadet ali poškodovan med samo operacijo. Posledica je ohromelost glasilk, ki jo imenujemo pareza recurrenza. Enostranska ohromitev glasilke včasih sploh ni opazna, v glavnem pa povzroča hripavost ali zaletavanje pri pitju, v redkih primerih tudi dihalno stisko. Če je ohromitev glasilke nastala zaradi pritiska ali natega povratnega živca, se v polovici primerov popravi v nekaj tednih ali mesecih. Enostranska ohromitev glasilke se v povprečju pojavi v približno 2% operiranih pri prvem posegu oziroma 10% pri operaciji karcinoma. Obojestranska ohromitev glasilke je redka, pojavi se manj kot 0,5% operiranih. Povzroča trajne in težke težave pri dihanju. Za zdravljenje dihalnih motenj lahko glasilke z operacijo pritrdimo bolj stransko, k čemur rečemo lateralna fiksacija, da tako razširimo dihalno pot. Če preti nevarnost zadušitve, moramo narediti odpretinov sapnik, kar imenujemo
traheotomija. Med operacijo lahko pride do nenamerne odstranitve obščitničnih žlez ali okvare njihove prekrvavitve. Na vsaki strani ščitnice imamo en par obščitničnih žlez. Njihova funkcija je, da skrbijo za ustrezen nivo kalcija v krvi. Odstranitev ali motena prekrvavitev obščitničnih žlez se po operaciji kaže z padcem kalcija v krvi. To lahko občutite kot mravljinčenje in krč obraznih mišic ali mravljinčenje in krč prstov ali drugih mišic. Po operaciji lahko nastane oteklina operativne rane, kar boste občutili kot napetost in otrdelost vratu. Na oddelku bomo izvajali redne prevezne rane in kontrole celjenja. Lečeči zdravnik se bo z vami pogovoril o možnih dodatnih posegih med operacijo. Vkolikor boste imeli kakršnokoli vprašanje o morebitnih zapletih, se obrnite na operaterja ali sobnega zdravnika. Po operaciji boste pripeljani na oddelek. Namestili vas bomo v sobo 1 in vas priključili na monitor za nadzor vitalnih funkcij. To so EKG, krvni tlak, srčni utrip in nasičenost krvi s kisikom. Ob večeri boste lahko pričeli z uživanjem tekočin. Prisotni sta lahko slabost in siljenje na bruhanje, kar sta normalen pojav po splošni anesteziji oziroma narkozi. Vkolikor boste telesno zmožni, vas bomo posedeli na posteljo in vam po potrebi pomagali do stranišča. Prvi dan po operaciji vas bomo premestili v navadno sobo. Pričeli boste z izvajanjem normalnih fizičnih aktivnosti, kot so sedenje, hoja po oddelku ter skrb za osebno higieno. Hrana, ki jo boste dobili čez dan, bo prilagojena vašemu režimu. Vkolikor ste imeli med operacijo vstavljeno v vrat vakuumsko cevko, bomo le-to odstranili, če ni bilo iztekanje tekočine preveliko. Vkolikor smo vam odstranili celotno ščitnico, vam bomo odvzeli kri za določitev vrednosti kalcija. Uvedli vam bomo ustrezni odmerek zdravila za nadomeščanje ščitničnega hormona. Drugi dan po operaciji boste nadaljevali z normalno fizično aktivnostjo. Prijeli boste navadno hrano, ki je prilagojena vašemu režimu v domačem okolju. Napotili vas bomo v ambulanto ORL za pregled glasilk. Po potrebi bomo odvzeli kontrolne preiskave krvi za določitev vrednosti kalcija, če so bile le-te prejšnji dan izven vrednosti normale. Doma bodite normalno fizično aktivni, nadaljujte z jemanjem redne terapije ter analgetike po potrebi. Hormonsko terapijo Eutirox vzamete v predpisanem odmerku na tešče. Svetujemo vam kontrolo s prevezo pri osebnem zdravniku čez 2 dni. Šiva operativne rane se ne odstranjuje, saj se bo sam resorbiral. Odstranjen del ščitnice smo poslali na patohistološki pregled, izvid boste prejeli po pošti. Približno 14 dni po odpustu iz bolnišnice boste imeli kontrolo v ambulanti za torakalno kirurgijo pri vašem operaterju. Svetujemo vam kontrolo pri lečečem tireologu čez 4 do 6 tednov po odpustu.